Se pravi, dajmo vsi skupaj iti zdaj na New. Tudi če kliknete na New, bo šel v Add New Post. Se pravi, New Post, toliko da spoznamo tale urejevalnik. Ena mal nehvaležna stvar se bo zgodila in sicer, da WordPress bo čez približno teden dni, točneje 27. novembra, šel na novo verzijo 5.0, ki bo to popolnoma spremenil. Sorči, ne? Tako da bomo naslednji teden mogli to znova spoznati, ker bo stvar malenkost bolj kompleksna z Gutenbergovim urejevalnikom, ampak to, da zdaj neke osnove damo skozi. Se pravi, v urejevalniku imamo najprej tukaj le zgoraj naslov vsebine, ne? Torej naslov novice ali pa naslov podstrani, če bi želeli, ne? In tukaj spodaj imamo vsebino. Lahko jo pastemo iz Worda, pač imamo nek basic editor, kjer imamo bolde, poravnave na levo, poravnave na desno. In pa tukaj na desni, to, kar sem prej omenil, ne, imamo ali kategorije, ali ključne besede, torej tege. Ne. Če želite, lahko uporabljate oboje. Ne. To se potem pač oblikovno nekam postavi v samo spletno stran, oziroma te vsebine so potem preko tega dosegljive. Ne. Torej lahko recimo novice po posameznih kategorijah, ne, ali pa novice po ključnih besedah. Ne. Lahko tudi direktno tukaj noter, ne. Jaz zdaj izberem Add New Category, pa bom rekel, ne vem, smo rekli prej recepti, pa bom dal še eno kategorijo, ne vem, veganski, bla. In izberem tukajle ATA kategorijo oziroma MAMA kategorijo, ne, se pravi, da bodo tele veganski recepti pod element receptov, kliknem na Add New Category in lahko tudi tukaj vidimo, ne, da je stvar malenkost zamaknjena. Ne. Torej, da je že tukaj nekako logično, da je ta kategorija pod element neke druge kategorije. Ne. In pa lahko gremo tukaj v tege in jih samo z vejico ločimo. Ne. Se pravi, dam recimo 4 ključne besede, ki se potem tukaj pojavijo noter. Ne? Kadarkoli lahko recimo z X-om zbrišemo eno izmed teh kategorij ali pa dodamo neko novo kategorijo. Do slik bomo prišli naslednjič. Se pravi, vsak element lahko vključuje tako imenovano predstavnostno sliko. Ne? Kaj to pomeni? Da se pri neki novici, ne, pojavi potem neka grafika. Ne. Če si recimo zdaj pogledamo za hec spet našo spletno stran, ne, imajo tehle 12 novičk, ne, to so predstavnostne slike. Ne. Se pravi, on bo avtomatsko, glede na to, kaj mu rečemo, ne, kaj hočemo za dizajn, tale naprimer bo avtomatsko porezal sliko, da bo, mislim, da 3:2, in toliko velika, kolikor jo hočem v dizajnu imeti. Ne. In recimo tudi, če kliknem na eno izmed novic, se potem ta ista slika, ki je bila tukaj nekje, ne, mi pojavi recimo tukaj znotraj dizajna. Do vsega tega še pridemo, ne, ampak samo koncept predstavnostne slike, ne, jo lahko potem uporabimo v nekem elementu. Se mogoče najde kdo tle not? Jaz sem bil na drugi strani. Ja, super. Samo toliko mal za tale urejevalnik, zato ker bomo prišli do njega naslednji teden dosti bolj kompleksno, ko bo ta nov Gutenberg editor. Samo še mogoče tole, na desni strani v bloku tegale publish. Ne? Eno izmed stvari, ki jo je fajn nekako vedeti, je, da dokler ne stisnete tukaj publish, stvar ne bo online. Ne? Stvar ne bo
shranjena, ne? Torej ne bo objavljena, ne bo je možno videti. Zdaj, kar se tiče WordPressa samega, imamo mi nek autosave, ki se dogaja, mislim, da vsako minuto, če se ne motim. Se pravi, če bi jaz začel nekaj pisati tukaj le noter, lahko že tukaj le vidimo, da je shranil mojo trenutno verzijo tega dokumenta, se pravi, če se mi zdaj usuje kompjuter, se lahko vrnem na to zadnjo shranjeno verzijo, ne. In pa še nekaj, vsako spremembo, ki jo boste naredili v tem dokumentu, vsakič, ko boste kliknili na update, boste neko spremembo naredili, lahko vedno greste korake nazaj, ne. Mislim, da je celo neomejeno korakov trenutno WordPress omogoča, se pravi, res greste lahko nazaj 5 let in potem vidite, kakšna sprememba je bila in greste na nek ups, ne, zbrisal sem pol strani, ok, ni panike, samo gremo v revizije. To bomo naslednjič dosti bolj podrobno, zaradi tega, ker bomo imeli drug urejevalnik, ampak samo toliko mečken. In pa tukaj imamo še nekaj zanimivih stvari. Če želimo, ne da bi shranili, pogledati ta dokument, imamo tukaj gumbek preview, ne. Se pravi, ne da bi shranili dokument, ampak si ga pogledamo, ne, kako bo stvar izgledala. Če kliknete na preview, vam bo odprlo nov zavihek oziroma novo stran, kjer bodo vse te stvari potem na strani. In pa tukaj si lahko spremenimo datum objave. Torej lahko gremo recimo spremeniti za nazaj, oziroma če se ne motim, je v primeru za naprej bo stvar objavljena oziroma bo pokazana na spletni strani šele takrat, ko pridemo do tega, ne. Se pravi, lahko bi rekli recimo pokaži mi jutri in bo novica šele jutri objavljena na spletni strani. In pa tukaj imamo še visibility. Naprimer, imam enega kolega, ki ima spletno stran za svojo fotografijo poročno in on, naprimer, uporablja password protected tukaj, ne, za objavo svojih galerij za naročnike, ne. Se pravi, pošlje jim direktno takle link, ne, in potem morajo oni še dodatno geslo vpisati noter, da vidijo vse te slike, ne. Se pravi, ne more kar en priti in potem gledati slike, ki so bile na tem dogodku narejene. In pa, če zdaj kliknem na publish, tako da je zadevščina shranjena, imamo tukaj tale status. Če se vam, recimo, če bi se vam zgodilo, da je, ne vem, nek blazen problem na eni vsebini, na neki novici, ne, lahko kadarkoli tukaj spremenimo iz published, se pravi iz objavljeno, v draft, ne. Oziroma, mislim, da je še ena vmesna pending review. Se pravi, katerakoli od teh dveh možnosti bo pomenila, da stvar ni javna, ne, ampak da je samo v administraciji. Se pravi, v trenutku jo lahko fliknemo v pač nek pending, oziroma meni je draft malo bolj fajn izraz, ne, se pravi neka shranjena, neobjavljena verzija, ne, se pravi, nek blazen problem je v tekstu, ok, ne, flik dol iz strani in dokler je ne popravim, potem je stvar narejena. Ne smete pozabiti, ne, vsakič, ko hočete shraniti zadevščine, veliki modri gumbek. Vedno nas bo spremljal. Če bi zdaj recimo jaz želel iti na kakšno drugo lokacijo, mislim, da me bo, evo, ne, WordPress me bo celo opozoril, da dragi moj, ne, a si ziher, da hočeš iti stran, glede na to, da še nisi shranil tega, ne. Tako da imam zdaj možnost iti, hvala, računalnika si bolj pameten od mene, ne. Torej, imam potem možnost to zadevščino shraniti. In če kliknem na update, imam zdaj zadevščino sicer v draftu, ne, in pa tukaj lahko tudi vidimo, da imam že dve reviziji, ne, se pravi, grem lahko že en korak nazaj
in tisto spremembo te dodatne besede, ki sem jo naredil, bi lahko že šel primerjati, ne, kakšna razlika je bila. Ne. Lahko vidimo, to je isto kot na Wikipediji, ne, ops, ne, nova verzija ima tale dodatek. Ne, in grem lahko potem korak nazaj. Prejšnjo verzijo dam restore this revision in imamo samo 2 žlobudravščini za